Dragi poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, lepo vas pozdravljam tukaj iz Celja, iz Celjske škofije in sem res vesel, da lahko ta 6. dan radijskega misijona preživimo skupaj. Ta dan, ki je še posebej posvečen Božjemu usmiljenju, sveti spovedi, ko na poseben način izkušamo to živost Božjega delovanja, Božjega usmiljenja v življenju vsakega izmed nas. In danes bi naj skupaj z vami razmišljal o 3. delu naše nicejsko-carigrajske veroizpovedi, 3. teološkem delu, ki govori o Svetem Duhu. Verujem v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Silom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih. Verujem v Svetega Duha. Kdo je ta Sveti Duh, ta Duh, ki oživlja, ta Gospod, ki je pravzaprav izvor in moč naše vere? Če vam smem na začetku povedati to mojo osebno izkušnjo v teh letih v srečanju s pogovori z Birmanci, lahko potrdim, lahko vedno znova prihajam do tega spoznanja, da pravzaprav res o Svetem Duhu na nek način najtežje govorimo oziroma da si ga najtežje predstavljamo. Če vprašam tako mlade, kdo od Boga vam je najbližji ali najbolj poznan, seveda lahko tako z lahkoto spregovorijo o Očetu, si predstavljajo Očeta kot tistega stvarnika, ki nas vse obdaja, ki nas ljubi. Zelo dobro si lahko predstavljamo Sina, ki nam je blizu, ki o njem tudi največ beremo, največ slišimo, Jezusu, ki si je izbral svoje učence, ki hodijo za njim. O Svetem Duhu pa, o tem Duhu, ki je oseba, kako bi si naj tega Duha predstavljali. In ni zato čudno, da je pravzaprav Sveti Duh tudi v teologiji pogosto bil neke vrste neznanec. Nekateri pravijo, da je tudi danes naš veliki neznanec. Spomnim se eno prvih besed papeža Frančiška leta 2013, ko je bil izvoljen za papeža, v neki svojih homiliji je zapisal takrat, da je Sveti Duh še vedno nekako tuj naši veri. Pravi, mnogi kristjani ne vedo, kdo je Sveti Duh. Pravijo, Sveti Duh je golob, ki nam prinese 7 darov in tako je ubogi Sveti Duh vedno zadnji, ne najde pravega mesta v našem življenju. Je neke vrste golob v kletki. Te papeževe prispodobe so nam žive, si lahko predstavljamo res tudi na nek način to stisko ali pa dogajanje v zgodovini teologije, kjer so se vedno znova nekako pojavljali, ko so se dogajali razkoli ali spori v cerkvi, so imeli na nek način povezavo z Svetim Duhom. Tako je bil spor glede Svetega Duha že takrat med vzhodno in zahodno cerkvijo leta 1054. Še bolj ga pa občutimo, tisti spor, razkol v zahodni cerkvi v 16. stoletju, kjer je prav tako šlo za odnos do Svetega Duha. Takrat so se, kot vemo, poleg Lutra in njegovih privržencev pojavljali tudi številni različni bičari, skakači, prekrščevalci in tako dalje, ki so oznanjali neko novo cerkev, ki bo osvobojena tiste uradne, klerikalne, hierarhične cerkve in bo živela tako v direktnem odnosu Svetega Duha. Sveti Duh je tisti, ki vodi, ki edini odloča v cerkvi. Tako je potem protireformacija na nek način poleg teh skakačev in raznih prekrščevalcev in raznih drugih reformatorjev, ki so takrat
postavili na glavo nek red v cerkvi, dala na nek način v hišni pripor tudi Svetega Duha. In v tistem času je živel potem tudi sveti Ignacij Lojolski in zanimivo v njegovi knjigi, najbolj znani knjigi o duhovnih vajah, ni omenjenega Svetega Duha. Neki papež v tistem času je menda prepovedal upodabljati Svetega Duha drugače, kakor pa pod podobo goloba. Tako da ni lahko bilo v preteklosti in verjetno tudi danes tako lahko z Svetim Duhom, ker ga pač preprosto ni mogoče ukrotiti. Vedno znova povzroča nemire. In morda je prav zato papež Frančišek, ko mu je dozorela ta ideja o sinodalni prenovi cerkve, postal pravzaprav kot vodilo ali pa tako zelo na prvo stran zapisal, taki prenavlja cerkev, taki vodi cerkev je Sveti Duh. Sveti Duh mora imeti tukaj glavno besedo. In zato smo začeli s temi novimi, staro-novimi metodami poslušanja v duhu, razločevanja, molitve in tako dalje, da bi bili lahko res pozorni, da bi ujeli v ta svoja jadra to, kaj želi Duh sporočiti cerkvi danes. Pa vendar morda gremo nekoliko po vrsti, kako nam evangeliji predstavijo Svetega Duha. Res ga tudi v evangelijih ne srečamo prepogosto, kar pa seveda ne čudi, saj evangeliji opisujejo Jezusovo življenje pravzaprav kot neko pripravo na tisti ključno dejanje odrešenske zgodovine, ki je njegova odrešenska smrt in vstajenje. In še le potem, po njegovem odhodu, pravzaprav pride do izlitja Svetega Duha, do poslanja Svetega Duha. Lahko pa beremo o njem na teh ključnih mestih odrešenske zgodovine oziroma oznanila Božjega kraljestva tudi v evangelijih. Tako že Janez Krstnik kot tisti prvi prerok ali pa zadnji prerok Stare zaveze napoveduje, da bo za njim prišel nekdo drug, ki bo vas krstil, pravi, v Svetem Duhu in ognju, se pravi z močjo. Z močjo, ki bo nekaj ključno spremenila. In pri oznanjenju Mariji, se pravi pri trenutku učlovečenja, igra prav tako Sveti Duh odkrito tisto ključno vlogo. Ko angel reče Mariji tiste besede, Sveti Duh bo prišel nate in moč Najvišjega te bo obsenčilo, zato bo dete, ki bo rojeno, Božji sin. In evangelist Matej potem na nek način opiše ta dogodek že kot nek sad delovanja Svetega Duha, ko pravi, da je bila Marija zaročena z Jožefom in preden sta bila skupaj, je bila noseča od Svetega Duha. Se pravi, ko še bolj na nek način obstane pred to skrivnostjo, kako je pravzaprav Sveti Duh vstopil v človeško zgodovino oziroma vstopil v življenje Device Marije. In potem, če sledimo tem osebam na začetku tega odrešenskega delovanja, tako Elizabeti, Zaharija, Simeon, nenazadnje Janez Krstnik, vsi, pri vsakih je omenjeno, kako se je ta Sveti Duh, ki je vstopil v njih, pravzaprav jih je spremenil. Pokazalo se je to predvsem v njihovi drži veselja, neki drži polnosti življenja, pa tudi v neki preroški misli, nekem globjem spoznanju pomena dogodkov, ki se dogajajo. Slovesno se potem Sveti Duh razodene ali pa razkrije na začetku Jezusovega življenja, pri Jezusovem krstu, ko se je odprlo nebo in se
zasliši ta glas iz nebes in takrat pravi, da je prišel Sveti Duh naden nad Jezusa v telesni podobi kakor golob. In se je zaslišal glas: ti si moj ljubljeni sin, zelo sem te vesel. Kakor golob, v podobi kakor golob. Tukaj srečamo to edino mesto v Novi zavezi, kjer je Sveti Duh opisan kot golob, pa vendarle je ta podoba tako zelo, zelo prevladujoča med nami. Tako da marsikdo že kar zamenja ali pa enači Svetega Duha z golobom. Čeprav ne nazadnje tukaj piše v podobi kakor golob, se pravi ne v podobi goloba, ampak v podobi kakor golob. Danes nam gotovo ni več tako prezentno tisti simbol ali pa funkcija golobov takrat, ki so bili neke vrste prenašalci sporočil. Nekako pa svetopisemski človek ima nekje v globi zavesti tisti dve temeljni podobi, ki sta z Svetim Duhom, na primer, ali pa povezani. In to je prav o tem, ko govori o začetku stvarjenja, kako je ta Sveti Duh lebdel nad kaosom in iz tega kaosa ustvarjal kozmos, ali pa kako je Noe končno po tem golobu sporočevalcu dobil navdih oziroma namig, da je povoden potop končan in da Bog obljublja rešitev. Pa vendarle, tisto temeljno sporočilo pri krstu, Jezusovem krstu, gotovo ni povezano tako z golobom, ampak bolj z res razodetjem tega očetovega glasu, ki pravi, ki razodene ta svoj odnos, ta svoj ljubljeni odnos do sina: ti si moj ljubljeni sin, zelo sem te vesel. In to je pravzaprav tisti ključni dogodek, ki tudi nas nekako zaznamuje, tudi naš krst, naš dogodek Svetega krsta nekako postavlja oziroma ga utemeljuje. Jezusa potem srečamo tudi v teh odločilnih dogodkih ali pa trenutkih svojega življenja, da je voden, da je spremljen od Svetega Duha oziroma od Boga samega, Boga Očeta samega. Najbolj takšen izrazit primer so prav te Jezusove skušnjave na začetku, kjer je zapisano, da je Sveti Duh vodil Jezusa v puščavo, da bi ga tam hudič skušal. S čimer želi pravzaprav evangelist povedati, da Bog človeka in niti ne svojega sina tudi v skušnjavah, tudi v preizkušnjah ne pušča samega. Da ni hudo, da ni hudič, da ni Satan močnejši, kakor pa njegov Sveti Duh oziroma njegova sveta navzočnost. In ob njegovem nastopu v Nazaretu, v njegovem prvem nastopu v Nazaretu, se v bistvu zgodi tako nek način to poslanstvo prav v Svetem Duhu, ko pravi Jezus sam: Duh je prišel nad menoj in me je mazilil, poslal me je, da oznanim blagovest ubogim in tako dalje, ko se sklicuje na preroka Izaija, ki na nek način skliče ali pa okliče takrat to leto Božje milosti, tako rečemo to prvo jubilejno leto, v katerem se bo na poseben način razodela ali pa dokazalo, izkazalo prav to Božje usmiljenje. No, in to je na nek način resnica ali pa program Jezusovega vsega potem javnega delovanja. Da Bog v njem po svojem Svetem Duhu uresničuje to, kar pravzaprav človek najbolj potrebuje. Potrebuje osvoboditev, svobodo, bližino, ljubezen, zavest pravzaprav tega svojega izvora, kdo v resnici sem. Seveda pa je navzočnost ali pa pojav Svetega Duha vedno znova povzročilo tudi prebojenje bogosovražnih sil. Tako že tam na začetku
v Nazareški shodnici. Vemo, da rezultat tega njegovega nastopa ni bil v tem, da bi bili sedaj njegovi domačini veseli in srečni ob tem, da je njihov rojak prišel in se razodel kot tisti obljubljeni Božji poslanec, ampak da je v njih rasla jeza, in če je bil Jezus poln Svetega Duha, je v njih dozorela ta polnost hudega duha in so ga hoteli umoriti oziroma so ga pravzaprav vrgli iz svojega mesta. In še velikokrat srečamo v Svetem pismu potem ta boj med njim, med dobrim in hudim, tako da evangelist Marko, ki je najbolj pozoren na ta boj Svetega Duha z hudim duhom v Jezusu, pravi, da je Jezus živel med zvermi, se pravi, bil pravzaprav poslan med zvermi, a angeli so mu stregli, kako bi lahko rekli, Bog, Oče je po Svetem Duhu v njem pravzaprav vedno znova zmagoval. No in končno na križu beremo, kako potem Jezus izroči tega svojega duha nazaj k očetu, ko se pravzaprav zgodi tisti ključni trenutek odrešenja oziroma učlovečenja, ko Bog se stopi res sam za svoje človeškosti in svoje božjosti v vso resnico, vso stisko pravzaprav človeškega življenja, v njegovo smrt, lahko rečemo, njegov greh, v njegovo to zapuščenost, in takrat s tem krikom Gospod izroča duha in zapisano je tudi, da se je ob tem kriku pretrgalo, zagrinjalo v templju, kar simbolno, duhovno, teološko pomeni, da je tista pregrada med človekom in Bogom bila pretrgana, bila razkrita, uničena. Nam pa prav v povezavi z Svetim Duhom zveni ob tem tudi to razprtje neba ob Jezusovem krstu, ko se dejansko takrat razodene ta Božja ljubezen, očetova ljubezen do Sina, ne nazadnje tudi do človeka. Ta prehod od Jezusa potem in k Svetim Duhu v skupnosti, ta sestop Svetega Duha potem spet nazaj k učencem, to pa nam seveda potem na najboljši način, na nek način opisuje prav ta zadnji evangelist Janez, ki je bil na nek način priča tudi tega krika in tudi te Jezusove smrti. Zavedati se moramo, da Sveti Duh pravzaprav ni bil poslan, ga učenci niso sprejeli ob trenutku Jezusove smrti, niti ne ob trenutku njegovega vstajenja, ampak da je moralo za to miniti tudi kar precej časa, kar nekaj časa. In lahko bi rekli, da je ne samo do binkošnjega časa, do binkošnjega dne, 50 dni po veliki noči, ampak da je vse njegovo življenje oziroma ves čas, ko je Jezus vzgajal svoje učence, ko je hodil z njimi, se pravi ta 3 leta, jih je pravzaprav pripravljal, privajal na ta prijem Svetega Duha. Tukaj mi prihaja na misel nekega ruskega starca, svetega Serafima Savorskega, ki so ga imenovali tudi glasnika Svetega Duha, in se je proslavil prav s tem spoznanjem, ko pravi, da je cilj vsega krščanskega življenja prav pridobitev, priprava na sprejem in pridobitev Svetega Duha. No in v Janezovem evangeliju lahko nekako sledimo temu postopnemu uvajanju učencev v to skrivnost Svetega Duha. Tako imamo tam že čisto na začetku ta znan pogovor, srečanje med Jezusom in Nikodemom, ki je po noči prišel k njemu
in ga je hotel nekako zvedeti več o njegovem nauku, o tem, kaj uči. Čeprav je bil pismouk, poznal pisma, pa vendarle pravzaprav se mu je zdelo, je bil na nek način res v stiski, kako zdaj lahko res spoznam Boga. In Jezus mu takrat pravi, zelo jasno pravi, nihče ne more videti Božjega kraljestva, če se ne rodi od zgoraj, oziroma če se ne rodi ponovno. In tukaj se mi zdi, da je na nek način tudi neki ključ nekega razumevanja pravzaprav našega krščanskega življenja, da pravzaprav Boga, tiste prave podobe Boga, tiste resnice o Bogu in potem ne nazadnje tudi resnice o sebi kot ta, ki v Boga veruje, ne morem prepoznati z lastnimi močmi, oziroma ne morem prepoznati brez tega daru od zgoraj, brez, kako rečemo, lahko novega rojstva, brez daru Svetega Duha. Te besede, ki so zapisane pri Janezu, ko pravi, ko mu Jezus pravi, če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva, in ki se zdijo potem seveda Nikodemu tako težke in nemogoče, ko pravi, kako se more človek roditi, če je star, mora v drugo, v telo svoje matere. Se Jezus ne trudi mu preveč natančno razložiti, ampak reče samo, če se ne rodite iz vode in duha, ne morete priti v Božje kraljestvo. Pravi, kar je rojeno iz mesa, ostane meso, kar je rojeno iz duha, postane duh. In dejansko je potem ves Janezov evangelij, skozi ves evangelij, kot smo že hotel prej nekako omeniti, se učenci učijo, se pripravljajo na to, kaj pravzaprav to res pomeni roditi se od zgoraj, roditi se iz vode in duha. Vsekakor od zgoraj in pa ponovno. Čeprav rečemo včasih, ta beseda je dvopomenska, grška, in da lahko uporabljamo samo en pomen od zgoraj, pa vendarle tudi ta pomen ponovno roditi se mi zdi, da je primeren, ker v resnici na nek način se mora zgoditi ta prehod od tega zaupanja v moč mesa, se pravi moč človeške narave, k zaupanju v to moč duha, v ta dar, ki sem ga prejel, in ta dar je tisti, ki spreminja pravzaprav moje življenje. Pa še nekaj drugega, takrat Jezus reče Nikodemu, pravi, da je ta Sveti Duh kot veter, ki veje, koder hoče, kamor hoče, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre. Ta podoba Svetega Duha kot veter, kot ruah po hebrejsko ali pneuma po grško, res že kaže na to neobvladljivost, neukrotljivost, da je treba pač temu duhu slediti, temu vetru slediti, in tisti, ki ima kakšne izkušnje z morjem in z jadranjem, ve, o čem govorimo. Kako je potrebno biti pozoren na ta veter, kam piha, slediti temu vetru in na ta način pravzaprav uravnavati svoje jadra, svoje življenje, svoje odločitve. Če sedaj preko tega vetra, preko tega piša, pridemo do tega ključnega, prelomnega trenutka v življenju Cerkve, Jezusovih učencev, to je Pinkošni dan, ki je zapisan, o katerem poroča potem evangelist Luka v svojem drugem delu, v apostolskih delih, je morda pomembno videti spet to naročilo, prav na začetku Jezusovo še ustalega svojim učencem, ko pravi, ostanite v mestu in čakajte na obljubo duha. Nekajkrat jim to ponovi. In
Oni so čakali so seveda tudi prestrašeno, ne vedoč, kaj se bo zgodilo, ampak vztrajali so. In ponovno bi želel poudariti, da ena izmed tistih lastnosti, kako lahko ali pa našega odnosa do Svetega Duha, je prav ta potrpežljivost in čakanje. Čeprav je na nek način podoba duha tudi podoba vetra, viharja, ki z neko silo opravi, pa vendarle je Sveti Duh v resnici lahno šumljanje. Tisto, kar je doživel takrat prerok Elija v tej gori, v tej votlini na Horebu, ko ga ni bilo v gromu, ni bilo v bliskih, ampak v tistem lahnem šumljenju, kar ne nazadnje lahko človek hitro presliši. In tisto, s čimer je opisano, takrat ta prvi binkoštni dogodek so prav tri znamenja, ki se nekako prepletajo, znamenje Svetega Duha, ko pravi, da je nastal z neba ta šum kot silovit vihar in da so se jim prikazali ognjeni jeziki, ki so se nad vsakim razdelili, da so potem lahko govorili v različnih jezikih. Se pravi šum, vihar in potem ogenj in potem jezik. Vse te podobe so pravzaprav na nek način razodevajo to bistvo, to vsebino tega neozajemljivega ali pa oprijemljivega delovanja Svetega Duha. Kot veter, se pravi kot dih, tudi pravzaprav kot dih življenja, ki daje življenje, kot ogenj, se pravi kot nekaj, kar preustvarja, kar dela novo, pravzaprav na nek način novo stvar, ne samo uničuje, tudi dela zadeve užitne. Vemo, kaj se zgodi z hrano, ko je na ognju oplemenitena, upečena. In pa jeziki, se pravi ta sposobnost komunikacije, odnosov, občestva, sporočanja. In zdi se, da kot rezultat res vsega tega daru, tega vstopa Svetega Duha je potem takoj upisan v nadaljevanju apostolskih del, ko pravi, da so bili apostoli, ti, ki so to doživeli, enega srca in ene duše. Da nihče ni trdil, da je to, kar ima njegova last, temveč jim je bilo vse skupno. Se mi zdi ta opis, če odmislimo zdaj neke konkretne socialne posledice, pa vendarle, da to pravzaprav na nek način se dotika nekakega bistva tega človekovega čutenja, namreč tega občutka svobode, da pravzaprav je na nek način vse moje, pa hkrati ničesar ne pripada samo meni. Da sem torej lahko svoboden v odnosu, da me nihče ne ogroža, da lahko delim in da ko delim, pravzaprav živim, ker vemo, da konec koncev je bistvo pravzaprav življenja ali pa bistvo ljubezni, iz katere raste življenje, prav ta drža dajanja. In to je bilo tisto, kar je ta Sveti Duh res kot prvo povzroča v človeku. Zato, ker mu pokaže njegov izvor, njegov smisel, mu da pravzaprav tudi tisto, bi rekli, esenco samega sebe, bistvo samega sebe, bistvo Duha, ki je pa res to, da povezuje, da je duh ljubezni med očetom in sinom. Sprejetje Svetega Duha tako pomeni najprej to osvoboditev od samega sebe. Nisem jaz tisti, ki gradim svojo vero, nisem jaz tisti, ki preko dobrih del ustvarjam recimo nov svet. Tukaj se morda kaže ta najbolj tragični vidik pri nas vernih, tragični vidik tega pozabljanja, spregledanja Svetega Duha v našem življenju. Prav zaradi tega ostajamo tolikokrat na nek način na zunaj neodrešeni. Ko nam vera predstavlja skupek obveznosti
ali pa po drugi strani spet ogledalo neizvršenih pričakovanj ali pa sposobnosti in nas potiska morda v eno deprimiranje, v eno žalost, v eno zagrenjenost. Vem, da mi je vedno težko, ko vprašam tudi svoje tako birmance na obiskih, kaj je zdaj tisto morda osrednje znamenje naše vere. In skoraj tako v en glas se vedno znova sliši križ. Ja, križ. In kaj pomeni križ? Ja, pravi Jezus, vsak ne vzame križ, torej trpljenje nase in hodi za njim. Pa v resnici, če rečemo, če bi bilo to, potem smo skoraj res, kot pravi apostol Pavel, med vsemi ljudmi še najbolj nesrečni. Imamo že svoje križe, svoje trpljenje in zdaj v veri naj bi sprejeli še Jezusov križ, tuje križe. Kaj potem nam sploh ta vera prinaša? In pozabljamo, da seveda križ ni cilj. Na križu je Jezus prišel do tistega, bi rekel, do tiste ljubezni do konca, ko je izročil svojega duha, da je lahko Bog poslal potem tega svojega Božjega duha, to svojo Božjo moč, tudi v križ, tudi v smrt, tudi v trpljenje, da sedaj nismo v nobeni stiski, pa tudi ne v radostih in veseljih v življenju več sami. Nismo torej, se ne pričakuje od nas, da smo popolni nosilci, recimo evangelija v svetu, ampak predvsem to, da damo prostor, da dajemo prostor tej moči od zgoraj, temu svetemu duhu, ki pravzaprav edini lahko seže do globin tako življenja, se pravi srca, ljubezni, kakor tudi do globin smrti, do globin greha. Apostol Pavel je to pravzaprav razumel in če želimo tako res priti do teh globin delovanja, razumevanja svetega duha, potem se moramo potapljati oziroma brati ta Pavlova sporočila, Pavlova pisma, ker se zdi, da je pravzaprav za Pavla to ključni dogodek ali pa prelomni dogodek, da se on se je dejansko srečal že z poveličanim in ustalim Kristusom. In ta ustali in poveličani Kristus ga je usmeril v občestvo. In tam v občestvu, v cerkvi je ta Pavel lahko sprejel po tem Ananiju, predstavniku cerkve, sveti krst, se pravi že to milost Kristusove smrti in ob svetem krstu svetega duha. Zato Pavel vedno znova izhaja pravzaprav iz tistega temeljnega spoznanja, da ga je Bog sam, ko ga je poklical po Kristusu, se pravi po svetem duhu, se pravi po milosti, to pomeni po svetem duhu, mu je v njem, ga je prestavil v Jezusa Kristusa. Ne živim več jaz, pravi Pavel, ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus. Se pravi, on se zaveda, on se je lahko zelo močno zavedal, da je pravzaprav z sprejetjem Boga v sebi sem jaz sprejel to novo življenje, ki potem v meni raste, ko pustim, da to novo življenje, ta sveti duh rojeva svoje sadove. Rojeva svoje sadove, to je pa tisto, kar se mi zdi, na kar bi morali biti zopet veliko bolj pozorni. Bolj pozorni na te sadove, rezultate svetega duha, kakor pa na to proučevanje samega bistva svetega duha. Če se zavedamo, da sveti duh prihaja od očeta, da je pravzaprav največji dar očeta, da je to pravzaprav dar novega življenja, potem je vse, kar je dobro, vse, kar je novo, vse, kar preživi, v resnici dar svetega duha. In ko govorimo o teh 7 darovih svetega duha, lahko rečemo,
je to nekako, lahko razumemo to veliko bolj, ali pa bi morali razumeti na nek način veliko bolj pedagoško. 7 pomeni v Svetem pismu število popolnosti in v tem smislu lahko v teh 7 darovih vidimo vse darove. Darov Svetega Duha pa je neprimerno več. Že ko nam apostol Pavel v pismu Korinčanom razlaga, govori o cerkvi, o tej skrivnosti cerkve, o teh darovih, karizmah, ki so v cerkvi govori o karizmi prerokovanja, jezikov, spoznanja, preroštva, ozdravljene in tako dalje. In ko potem v pismu Galačanom spregovori o tistih 9, morda ključnih, najpomembnejših sadovih Svetega Duha, smo lahko prepričani, da so v njih je pravzaprav zajeto celotno to naše novo življenje. Vse, kar pravzaprav imamo in iz česar živimo. Ko govori o sadovih, kot so ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, samoobvladanje in tako dalje, tudi tukaj pravzaprav našteje 9 darov, kar pomeni 3x3, kar pomeni spet neskončno je teh darov. In če bi zdaj na koncu nekako povzel te darove oziroma to, kaj pravzaprav mi od Svetega Duha sprejemamo, kaj Sveti Duh v nas dela na podlagi tega, kar nam je razodel ali pa je bilo razodeto apostolu Pavlu. Potem morda lahko tako to združimo v 5 točk, čeprav tudi to je biblično število, ki pomeni število postave, število Svetega pisma, število Izraela, kar pomeni na nek način zaobsega vse, ne izčrpa pa pravzaprav vse te resnice. Kaj torej Sveti Duh dela v nas? Teh 5 temeljnih del. Prvo, se mi zdi res tako, je najpomembnejše, Sveti Duh nas dela Božje otroke, sinove in hčere. To apostol Pavel kar na 2 mestih tako zelo obširno in zelo jasno pove v 8. poglavju pisma Rimljanom in v 4. poglavju pisma Galačanom. Ko pravi pri Rimljanih, prejeli smo duha posinovljenja, v katerem kličemo Aba, Oče. Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. To je tisto osnovno in tisto temeljno, kar v vsakem trenutku ta duh želi človeka nagovoriti. Se pravi, človeškega duha, našega duha, ki je sad seveda naših čustev, naših zmožnosti. Naš duh je sposoben slišati ta stvarjenski duh Boga, ki mi daje, rekel, v srce to najpomembnejšo besedo, to je Aba, Oče. Kdo je torej Bog, moj ljubljeni Oče, in kdo sem jaz? Njegov ljubljeni sin oziroma njegova ljubljena hči. In seveda ta zavest, spoznanje te najglobje resnice, moje identitete, mojega temeljnega dostojanstva, je pravzaprav tisto, kar daje moč temu novemu življenju. V pismu Galačanom potem še potrjuje na nek način, ko pravi, ker pa ste sinovi, je Bog poslal v naša srca duha svojega sina, ki vpije Aba, Oče, ki torej vedno znova prebuja to željo, to hrepenenje, da bi bili vedno bolj z njim, da bi bili vedno bolj njegovi. Drugo, kar ta Sveti Duh v nas prebuja, nas dela, je, da nas uvaja v Božje življenje. To Božje življenje, ki bi lahko zvenelo tako nekaj kot nemogočega v življenju Boga, ampak Bog se nam je zelo jasno razodel, kdo on je, kaj je njegovo bistvo. Pravi apostol Janez, Bog je
ljubezen. Božje življenje je torej ljubezen. In kar pomeni, da nas ta Sveti Duh naredi osebno deležne tega odnosa med očetom in sinom, ki je pravzaprav ljubezen. In tako vemo, da Pavel potem kot prvi sad Svetega Duha našteje govori prav o ljubezni, veselju, miru, ali morda še bolj jasno v tistem znanem 13. poglavju pisma Korinčanom, ko pravi, hočem pa vam pokazati še odličnejšo pot, in to je ta pot ljubezni. Ljubezen, ki je svobodna, ki ne misli svojega, ki se daruje, ki se daje in ki se uresničuje s tem, ko se na nek način použiva. Benedikt XVI je v svoji okrožnici Bog je ljubezen navajal misel svetega Avguština, ko pravi, če vidiš ljubezen, vidiš presveto trojico. In potem razloži, da je Sveti Duh notranja moč, ki usklajuje srce verujočih s srcem Boga, s srcem Kristusa, in to srce nagiba, da ga ljubi, da odgovarja. Kadar torej ljubimo, takrat ustvarjamo, dajemo ta prostor Duhu, uresničujemo oziroma že živimo pravzaprav to Božje življenje. Tretji sad tega delovanja Svetega Duha je, da nas Sveti Duh povezuje v občestvo, v eno telo, v Kristusovo telo. Tukaj Pavel posebno v pismu Korinčanom to misel razvija, ko pravi, v enem duhu smo vsi krščeni v eno telo. Naj bomo Judje ali Grki ali sužnji ali svobodni, in to bi lahko naštevali v nedogled, kako nas prav ta Gospodov duh povezuje, da smo si na nek način potem lahko tudi ti različni, lahko rečemo tudi tujci, eno. In to je pravzaprav tista osrednja skrivnost cerkve. Za cerkev rečemo, da je telo, Kristusovo telo, telo živih udov tega občestva, ki je povezano z enim duhom, ki ga ta en duh dejansko je kot neka kri, ki daje življenje vsakemu posameznemu udu. Življenje, smisel in poslanstvo. Sveti Duh torej kot ta primarni ustvarjalec občestva. Zato pravzaprav vsako liturgično molitev začenjamo in končujemo v občestvu s Svetim Duhom. Milost Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi, tako zaključuje Pavel svoje pismo Korinčanom. Torej, to tretje, da nas Sveti Duh povezuje občestvo, ali morda, če rečem bolj z nekim razumljivim jezikom, da nas priteguje v prijateljstvo z Bogom. Biti Božji prijatelj, torej na nek način ni neko naravno stanje, ampak je dar Boga, je nekaj nadnaravnega, je Božja. Četrto, kar lahko rečemo, da nam ta Sveti Duh daje, nam daje molitev, se pravi, nam daje sposobnost komunikacije z Bogom. Brez navzočnosti Duha v nas bi pravzaprav nobena molitev ni molitev. Noben pogovor ni molitev. Bi lahko ostali pravzaprav samo pri suhih obrazcih, ker Sveti Duh je tisti, ki pravzaprav daje vsebino tej molitvi. Pravi Pavel v pismu Rimljanom, prav tako tudi Duh prihaja na pomoč naši slabosti. Saj niti ne vemo, kako je treba zakaj moliti, toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. On, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje Duha, in zato lahko posreduje, pravilno posreduje za nas. Pavel reče tudi, da nihče ne more reči,
da je Jezus Gospod, razen v Svetem Duhu. Tako da lahko rečemo, da je Sveti Duh pravzaprav duša naše duše, skrivnostni del tega našega bitja, ki komunicira, ki lahko odgovarja, ki lahko nagovarja, ki ne samo Boga, ampak pravzaprav tudi ne nazadnje tisto skrivnost sočloveka, to je srce našega bližnjega. In končno, petič lahko rečemo, da je Sveti Duh, da prepozna Pavel Svetega Duha tudi kot poroštvo, tudi kot ta pečat, ki nam zagotavlja resničnost in dokončnost zaveze z Bogom. Se pravi, je Sveti Duh predstavljen tudi kot pečat. Na nekih mestih Pavel to pravi, recimo v drugem pismu Korinčanom, ko reče, kolikor je namreč Božjih obljub, so v njem da, zato je tudi po njem naš amen Bogu v slavo. Ta pa, ki nas in vas utrjuje za Kristusa in nas je mazilil, je Bog, ki nam je tudi vtisnil pečat in dal poroštvo duha v naša srca. Torej, on je tisti pečat zaveze med človekom in Bogom, ki ga nihče ne more zlomiti. In prav v sakramentu krsta je sklenjen na ta zaveza, je zapečatena, kot rečemo, ta zaveza, zato govorimo tudi o tem, da je znamenje, sakrament Svetega krsta pravzaprav neizbrisno znamenje. Zato, ker dejansko Bog se ne primisli, nikoli se ne more primisliti. In prav poslanje Svetega Duha je lahko za človeka ta garant, da je Bog z menoj do konca. Zato je Sveti Duh tudi vir krščanskega upanja in prav je, da se tega tudi zavedamo v tem svetem letu, tega temelja našega upanja, ki seveda ni, bi rekel, v naši viri, v naših dobrih delih, ampak je, kot rečemo, dar, ki nam ga Gospod daje, upanje, ki nam ga Gospod podarja. In garant tega je prav ta dar, ta tretja Božja oseba, ki prebiva v nas in dokončno prebiva v nas. Tako in naj torej sklenem z to mislijo in molitvijo apostola Pavla, prav povezano z upanjem. Bog upanja naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v vašem verovanju, da bi bili v moči Svetega Duha polni upanja. Pa vam želim in vam res voščim, da bi z tem našim, rekel, najbližjim, najbolj ljubečim bratom, s to ljubečo osebo Boga, Svete Trojice, Svetim Duhom, res poskušali vedno bolj živeti v tem osebnem odnosu, ker prav ta Duh ni daleč izmed nikogar izmed nas. Prebiva v nas in se prebuja in prihaja in vstopa in deluje vedno takrat, ko se mu približamo z svojo ljubeznijo, z svojo iskrenostjo, pa tudi nenazadnje samo z preprosto besedo: pridi, Sveti Duh, pridi in napolni nas. Hvala lepa.